Po tej tekmi z Srbijo ste uspešno naredili regeneracijo in se pripravite, so misli čiste za novo tekmo? Pa ja, ekipa je imela 2 dni, da se regenerira, da se spočije. Predvsem mislim, da je bilo to zahtevno iz nekega psihološkega vidika, ampak mislim, da smo vsi fanti zelo dobro reagirali in da bomo 100% pripravljeni na tekmo z Anglijo. Pred 2 tekmi si imel težke napadalce, da se z njimi izboriti. Anglija je ista, kako se pripraviti? A si vedno večji rutiner za take zadeve? Pa ne vem, to so bile šele 2 tekme na tako velikem nivoju proti tako dobrim napadalcem, ampak kot sem že povedal, to je zame en velik izziv in bom rekel tudi neke vrste čas, da lahko igram na takem nivoju, da se lahko skosam s takimi igralci in sem zelo vesel zaradi tega. Kako se lotite Anglije? Pa jaz mislim, da prvo moramo razmišljati o sebi, o svojih kvalitetah, o svojem načinu igre. Seveda ne moramo skriti dejstva, da gre za eno zelo močno reprezentanco z izjemnimi posamezniki, ampak če bomo mi pokazali igro, katero smo pokazali na prvih 2 tekmah, mislim, da lahko tudi proti Angliji naredimo rezultat. Kje preračunavanja v ekipi, koliko točk morate osvojiti? Kaj vas pelje naprej? Pa jaz moram reči, da ne. Mi smo res skoncentrirani na to tekmo z Anglijo. Mi vemo, da če bomo mi naredili svoj posel, da pomoči drugih ne rabimo, tako da se predvsem fokusiramo na to. Svoj posel v smislu zmage? Ja, zakaj pa ne? Povej mi, kako pomembno je imeti za sabo, za hrbtom Jana Oblaka, da tisto, kar ne podelaš, nekako podela on? Ja, zelo pomembno. Jaz moram reči, da ko imaš za sabo tako izvrstnega vratarja, kot je Jan, nekako vliva vate neko dodatno samozavest, neko mirnost in sploh meni, bom rekel, to so bile neke moje prve 2 tekme na takem nivoju in je zelo lepo imeti Jana Oblaka za sabo. Kako ste se postavili na noge po tistem, kar se je zgodilo v Münchnu? Na eni strani odlična predstava, na drugi strani precejšen šok. Ja, ni lahko, ampak zdaj nekako že 3. dan po tem, kar je bilo, je bilo. Zdaj škoda bi bilo, da bi vrgal vse to stran, samo zaradi tega, ker pač živimo še v neki preteklosti in vse v naših rokah, tako da v temu strmimo. Kako gledaš na to, da se je treba nekako pod narekovaji reševati proti Angliji, oziroma da je Anglija tista, ki vodi naprej, na eni strani izjemna priložnost na globalni sceni, na drugi strani pa zelo težka naloga? Ja, zelo je pač, kako bi rekel, nehvaležno, ampak po drugi strani pa te najtežje stvari so ponovadi najlepše, tako da pač ne vidim problema, sploh po teh 2 predstavah. Ne vem, tudi že prej, bom rekel, čez celotne kot kvalifikacije pa prijateljske tekme, nekako smo konstantni, tako da ne glede na to, proti komu igramo, tako da se ne bi obremenil s tem in se fokusiral pač večinoma na Slovenijo. Zna biti, da bo tale Anglija kot na igrci eno stopnjo višja, vse skupaj in hitrost in intenzivnost. Kako se pripravljate na to, kaj te čaka po teh bokih angleških in tako naprej? Ja, načeloma nič drugače na vse ostale tekme. Pač definitivno bomo probali pač te njihove najboljše lastnosti nekako zaustaviti, pokazati naše najboljše in verjamem, da se lahko kosamo z njimi. Kar se tiče neke podobe na igrišču v primerjavi recimo tekme Danska-Srbija, je recimo Slovenija zrasla za 1 stopničko v primerjavi s tekmo z Dansko na tekmi Srbijo. Koliko stopničk mora zrasti zdaj, da bomo proti Angležem dobili rezultat, ki jo hočemo? Jaz mislim, da, ne vem, težko je to govoriti, ampak če bo na istem nivoju, če bomo na istem mentalnem nivoju, tekaškem nivoju, da pač je vse mogoče, tako da še enkrat, vred bi se fokusiral predvsem na Slovenijo, ker mislim, da smo že dokazali, da pač lahko in zdaj škoda bi bilo iti v tekmo z nekim strahom ali pa karkoli, tako da vemo, kaj nam prinaša ta tekma in bomo čim bolj uživati. Bil si po Angliji, spoznal si vsaj malo te njihove medije, pritisk na njihovo reprezentanco, zdaj je enormen. Je to lahko neka prednost Slovenije? Sicer so to izkušeni igralci, poznajo te zadeve, ampak zdaj pa res praktično iz dneva v danih, po doma spovem, buši. Ja, ampak mislim, tako kot ste rekel, igrajo v vrhunskih klubih, kjer imajo tega ogromno na vsakdanjem nivoju, tako da mislim, da ne vpliva to preveč na njih. Če tudi naš pritisk ni kar tako. Ja, se strinjam.